Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci. Ja, 2 meseca sta minila od našega zadnjega srečanja z zdravnico Alenko. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Ste nas pogrešali? Že. Najbrž ja, ne? Ja, res. Ampak mi pa vas smo, ne? Tudi te oddaje, čeprav smo neke ponovitve v teku počitnic še predvajali, te pa so itak vedno dobrodošle, ne? Že zato, da torej morda kaj ponovimo, če smo karkoli preslišali, ali pa morda za tiste, ki niso videli kakšne izmed oddaj. Danes seveda pozdravljava tudi gledalce v Slovenski Bistrici in gledalce televizije AS. To je tudi pomembno, ne, kajti tudi tam sva pridobili nekaj gledalcev. No, krasno, fino, smo veseli. Kot pravim, dopusti so za nami, pravzaprav smo že pozabili, ne, kako lepo je bilo, jesen prihaja z velikimi koraki, tako da se življenje ponavlja, ne, koledar, čas gre naprej. Prvo vprašanje, ki vam ga želim danes postaviti, čeprav bo najina tema danes malenkost drugačna, kot smo napovedali o želodcu, pravzaprav o prebavnem traktu se bomo danes pogovarjali, ampak ljudje doživljajo takšne popočitniške, podopustne depresije. Se dogaja to? Ja, moram reči, da je tega kar precej, mogoče ne v taki hudi obliki, da bi to mogoče celo opazila okolica, ampak se kar včasih težko vrniti po enem težkem delu, pridemo na zasluženi dopust, sploh če dovolj dolg, o tem smo se pogovarjali, da mora biti dovolj dolg, takrat se ljudje sprostijo in potem je kar težko priti nazaj v neko okolje, mogoče v katerem se ne počutimo najboljše, ali pa delo, ki nas ne zadovoljuje, ne? In se res včasih težko vrniti in prav vidimo, kako so ljudje kar nekam slabo razpoloženi, več zbolevajo, ker jim pade odpornost zaradi tistega negativnega stresa. Ja, to se kar dogaja. Mislim, je to kar ena taka stvar, o kateri se sicer vedno več govori, ampak pa saj verjetno to zdaj ni glih prav depresija, ne, ampak je pač ena taka prehodna motnja, se ponavadi se kar nekako utečemo nazaj, ne. Ja, ampak to ljudi kar moti, ja, in muči dostikrat. No, v glavnem, žalostni smo, ne? Ja, včasih bi se temu reklo žalost, ne, danes ima bolj fancy imena, ampak ja, žalostni smo, ker se vrnemo nazaj v vsakodnevno življenje, ne. Tako je, kot tisto lepo, veselo, sproščeno, brezskrbno. Ja. To velja verjetno tudi za šolarje, ki so tudi sedaj že kar, ne, torej v svojih novih podvigih v šolskih klopeh, tako da bo vse na svojem mestu. Osrednja tema, kot sem rekla, da smo jo že tudi napovedali, je torej naš prebavni trakt, ki nam lahko kar dela težave, kar dosti težav. In zdaj se začne tako obdobje, ne? Ja, trgatve, ne, mošt in vse, kar spada zraven, ampak tudi drugače, ne, v teku leta se lahko marsikaj dogaja. Pa morda za začetek, no, ena taka pot, ne, vsi vemo, da se vse skupaj začne v ustih, ne, in potem to vse gre po teh naših prebavilih do konca, ne? Do konca, ja, res je. Pa morda za začetek, kakšna je ta pot? Ja, ta prebavna pot je kar dolga, ne, dosti metrov dolga, začne se v ustih, ne, in usta, že takoj usta so izjemno pomemben prebavni organ. Usta niso samo, ne vem, neka votlina, v katero pač noter narivamo tisto hrano, ampak se že v ustih začne prebava s tem, ko grizemo, s tem, ko se sprošča slina, in slina že ima v sebi te prebavne encime, ki začnejo prvi del prebave. Potem mi te grižljaje, ne, počasi požiramo dol po našem požiralniku, pride v želodec, ne, tam se začne taka malo bolj intenzivna presnova in prebava vsega tega, kaj se tam dogaja. In pri tem seveda pomagajo jetra, trebušna slinavka, žolčnik, in potem se to vse skupaj premakne v tanko črevo, kjer se po mnogih metrih poti počasi spusti v debelo črevo in zopet po dolgi poti pride ven na koncu v naši danki, zopet nazaj na prosto, predelano. No, koliko časa pravzaprav traja, ne, da torej ta hrana, ki smo jo ravno kar zaužili, torej pride iz našega... Čisto odvisno od tega, kaj jemo, ne, in te presnovne poti so lahko od nekaj minut, na vse zadnje, seveda do nekaj dni. Tako da to ljudje tudi sami opazimo, ne, da včasih je
tak, drugič je tako. Tudi ljudje imamo nekak bazalni metabolizem in presnovo vsak individualno, tako da nekateri zelo hitro presnavljajo in ti ljudje so ponovadi tisti srečneži, ki nimajo težav s kilogrami povečanimi. Medtem ko obstajajo pa ljudje, ki pa zelo počasi presnavljajo, ki imajo tako zelo leno črevo, tako da tisti pa seveda rabijo malo dlje. No, ta naša hrana torej pride v želodec. Kako pa potem, kakšno nalogo opravi želodec in potem se po vrsti, torej do konca? Ja, v želodcu se najprej pomeša ta hrana najprej z samo želodčno kislino, ki potem pomaga razgrajevati tiste snovi, ki smo jih pojedli. V želodec smo tudi eno tako specialno sluznico, kot ene take migetalke, pa mišice, ki to hrano malo stiskajo, mešajo, gnetejo in jo počasi porivajo po želodcu nekam navzdol. V želodcu se pač dogaja to mnogo stvari. Včasih se pa tudi dosti stvari kar dolgo časa v želodcu obleži, tam tudi vre, recimo kako sadje dobesedno zavre noter. In ta kislina je tista glavna, ki pač z nekimi posebnimi kemičnimi postopki to hrano počasi razdeli v neke stopnje, v neke predelane snovi, ki potem grejo v tanko črevo in tam pa prevzame delo ponavadi žolčnik, trebušna slinavka, ki pa tja pošiljata polno prebavnih encimov, ki potem razgrajujejo in beljakovine, in ogljikove hidrate in vse ostalo, ne. In zato je pač pomembno, da vsi organi dobro delajo sami zase, ne, ker potem ta presnova gre v redu. Če je kjerkoli kakšna napaka, ne, potem se seveda stvari zakomplicirajo. No in potem ta v tankem črevesu, ta že zelo intenzivno predelana hrana seveda potuje počasi po vseh tistih silnih metrih črevesja naprej, se meša s tekočinami, določene stvari se absorbirajo nazaj, tudi že v želodcu se ene stvari, ki jih potrebujemo, že absorbirajo v telo, ne. Ta en taki kar precej zapleten mehanizem poteka pravzaprav celi čas znotraj nas in nam pač nas dela zdrave, ne. Tako da, in potem to, ko pride v debelo črevo, tam v debelem črevesu se pa hrana predvsem, ti presnovki, se predvsem nekako, kako bi rekla, stisne v neko konkretno maso, ki potem izločimo, ne. In tudi zdaj, če v debelem črevesju ni vse v redu, imamo lahko recimo potem drisko, je tisto, kaj izločimo, zelo tekoče. Glavnem, vsak organ ima neko svojo funkcijo, kaj naredi, ne. No, če greva torej po vrsti, rekli ste torej, da iz želodca gre v tanko črevo in tam torej svojo nalogo opravi žolč, slinavka, jetra. Kje pa jetra nastopijo? Ja, jetre so pa pravzaprav glavni presnovni organ v našem telesu. V jetrih nastajajo vse žive snovi, molekule, encimi, ki jih potrebujemo za razgradnjo vsega tega, kar smo vnesli vase. In hkrati se nabirajo žolčne kisline, ki se potem v žolčniku hranijo, ne. Žolčnik je v bistvu, njegova funkcija je samo to, da ta žolč, ki ga producirajo jetra, in žolč rabimo za razgradnjo maščob, da ne teče kar prosto, ne, ampak da se nekje kar malo kot en rezervoar naredi, kjer se potem počasi spušča, koliko pač telo rabi. In potem pač jetra imajo to vse čez, so glavna pri tem in je zelo pomembno res, da so zdrava, ne. In žolčnik je samo tisti, ki pomaga, no, potem je pa še tudi trebušna slinavka, zopet en taki izjemno pomemben organ v našem telesu, ki sprošča različne encime in hormone, predvsem pri sami prebavi, ne, pač pomemben ta eksokrini del, kjer se izločajo te snovi, ki razgrajujejo beljakovine, maščobe, ogljikove hidrate tudi, ne. In če seveda samo trebušna slinavka ni narobe, potem tudi ta presnova ne poteka, ne. Seveda poleg tega vemo, da trebušna slinavka je glaven organ, ki nam povzroča sladkorno bolezen, ne, ker izloča inzulin, glukagon, dva izjemno pomembna hormona, ki uravnavata nivo sladkorja v telesu. Tako da trebušna slinavka je res ena taka izjemno pomemben mali organček v telesu in kadar gre z njim kaj narobe, ponavadi res hudo, no. Tako da ti organi so potem glavni, ne. No, prebrala sem, da je trebušna slinavka 15 centimetrov velika. Ja, res je, ja.
No, to pravzaprav niti ni tako. Ja, ampak je taka čist drobna, tanka, taki organček. Ne, zdaj, če gledam, da so jetra kar precej velika, ne, je to en taki mali organček, ampak zelo kompakten in zelo dobro dela, no. Mislim, je taki, more dobro delati čez zdrav. Ja, ja. Seveda tudi zbolimo, ne, lahko na poti oziroma Na žalost, ja. na želodcu, dvanajsterniku, žolčniku, slinavka, ne, tako da kar, kaj pa bi recimo najbolj vpliva na neke te težave v prebavnem traku? Vrsta hrane, navade? Zdaj tak, seveda si neke stvari prinesemo na svet, ne, mogoče nagnjenost kakim boleznim včasih, potem način življenja, ne, ampak predvsem pri načinu življenja je predvsem res ta hrana, ne. Ni pomembno, veste, strašno pomembne so razne diete, ne, se veste, to o tem vse odberemo, ampak to dejansko je vse bolj ali manj en veliki larifari, ne. Treba je jesti pestro, pametno, če se le da se prehranjevati s stvarmi iz naše okolice, ker je na njo naše telo tudi najbolj navajeno. In jesti je treba zmerno, ne. Ne smemo se basati z nekimi maščobami na veliko, ne. Maščobe moramo jesti, ampak ne rabimo pretiravati. Alkohol je lahko velik problem. Mislim, ne je lahko, alkohol je velik problem. Midve sva zdaj v Ormožu, ne, v Ormožu mi smo kar velik center proizvodnje alkohola in tudi na žalost ni problem proizvodnje, problem je velika konzumacija alkohola in to taka nekritična, ne. In to seveda na dolgi rok izrazito vpliva na prebavila, ne samo na želodec, kjer se nam kar akutno in hitro pozna, če naredimo prekršek, ampak okvarja jetra, s tem, ko okvarja jetra, dodatno okvarja trebušno slinavko in okvarja tudi samo trebušno slinavko. In zato imamo tu v našem okolju kar precej takih bolezni, ki jih mogoče ne bi bilo treba imeti, ne. Zdaj recimo zanimivo je Prekmurje. Prekmurje je že pregovorno, je tam bil vnos maščob izjemno visok, sploh v preteklosti, zdaj se to verjetno malo popravlja. In zato so imeli kar precej isto takih presnovnih bolezni, bolezni jeter, tega so imeli vedno zelo dosti, ne. Haloze so isto tako, konzumacija alkohola je bila vedno ogromna, imeli so izjemno dosti ciroz jeter, ne. Se to zdaj malo vse skupaj spreminja, ampak še vedno se prav vidi, da je to, kar mi vnesemo, glavni razlog, da bomo imeli s tem težavo. Ni pa sicer edini, ne. No, kar se tiče ciroze jeter, to bolezen dobijo tudi ljudje, ki ne pijejo alkohola, ne? Z kakšnega vzroka? Ja, ciroza jeter je v bistvu bolezen, kjer gre za eno prekomerno brazgotinjenje jeter, s tem propada tkivo, ki pač izloča določene snovi in tistega tkiva je vedno manj in potem pač to prinese za sabo različne bolezni. V našem okolju je najpogostejša alkoholna ciroza, seveda pa obstajajo tudi druge bolezni, ki lahko do tega pripeljejo. So pa dosti redkejše in so pravzaprav zelo redke. Medtem ko alkoholne ciroze pa, jaz se spomnim, ko sem jaz začela delati kot zdravnik in sem delala na Ptuju v bolnišnici kot pripravnik, je bilo pol oddelka je bilo jetrnih ciroz. Tega je zdaj že res bistveno manj, ampak še zmeraj je, čeprav mogoče smo malenkost bolj uspešni pri tem, da take, ki so res taki zelo tvegani pivci ali pa odvisni od alkohola, da jih mogoče probamo vseeno nekako prej malo ustaviti, no. No, ali pomagajo morda kakšna zdravila, torej? Ne, zdravil za to ni. A ni? Ne. Moram reči, da mnogokrat me sploh taki, ki malo preveč pijo, sprašujejo, ja, saj se jetra ziher, fajn, jetra se obnavljajo, ne. Res je, jetra se lahko kar precej obnovijo in tudi mi lahko živimo samo z enim manjšim delčkom jeter, no. Sicer ne živimo dobro, ampak lahko živimo. Ampak obnavljajo se do neke mere, ampak ko pa gre čez to, pa potem jetra ne delajo več oziroma delajo minimalno in takrat nas ločijo samo še meseci do smrti, no. Kakšne bolezni pa še drugače, torej v tem prebavnem traktu? Ja, najpogostejša mogoče in z njo ima največ ljudi težave je seveda vnetje želodčne sluznice. O tem sva se že večkrat pogovarjali, ampak tega je res ogromno in mogoče, da opozoriva najine gledalce, jesen je tu, sedaj bo zopet slabše, ne. Tako da vas malo potolažimo, ne. Zopet bo slabše, zopet se že naravno izloča malenkost več kisline, poleg tega se pa vsi ti prazniki začnejo, vsi ti dogodki, tudi malo mogoče malo biksamo pri hrani.
In pride pač do tega, da se ne uravnovesi izločanje kisline, da se ga ob kaki hrani izloči dosti preveč, ne. In to pa že eno tisto tipično tako pekočo bolečino, včasih neko krčenje tukaj v žlički, ne. Lahko se širi malo levo, malo desno. Zgaga lahko peče, zjutraj se zbujamo s takim knedlom v žrelu, da moramo prav malo tako pokašljati, en suhi kašelj se lahko začne. Lahko se začnejo zaradi tega, ker zateka ta kislina po noči, ne, ko mi ležimo, lahko zateka visoko gor, tudi v sluhovod se pojavlja lahko več vrtoglavic, omotic, lahko zateka prav v nos, začne ljudem celo z nosa teči, imajo občutek polnega nosu. Tako da številne težave na račun želodca. Ljudje vedno mislijo, da ko jim damo tabletke, bo stvar rešena. Na žalost je to daleč od tega, ne. Tabletke so en mali del, ki pomaga nekako pri uravnovešanju izločanja kisline. Večji del je naša disciplina in naš red pri hrani. Pomembno je, da si najdemo živila, za katere vidimo, da nam res ne pašejo. To so predvsem pač sveža zelenjava z olupki, recimo kot je paradižnik, paprika, sveže sadje, zopet z olupki, ki jih jemo, alkohol, mošt, ne, zdaj v tem času, čokolada je taka huda stvar, mlečni izdelki, mleko, no, predvsem, skuta. Teda, ampak to so taki... Kaj pa nam ostane sploh pravzaprav? Ostane nam ogromno hrane, to me vedno pacienti vprašajo, kaj pa sploh še najem? Ogromno stvari še zmeraj ostane, ki jih pa včasih mogoče treba malo drugače pripraviti, zelenjavo je treba malo pokuhati, sadje je treba tudi mogoče speči, pokuhati. Čokoladi se pač odpovemo in kakim sladicam, mlečne izdelke pravzaprav tudi glih nismo, ne potrebujemo tako nujno, kot ljudje to mislijo. Alkohola pa sploh ne rabimo, ne. Pa fajn je, da se navadimo takrat, da jemo manjše količine, večkrat na dan, da se nikoli ne najemo do sitega, ne, da pač smo malo zmerni. To je, kar se želodca tiče in tega ne več. Še kruh. Kruh ne dela nekih posebnih težav. Kruha, testenin, krompirja, mesa, kuhane zelenjave lahko jeste, koliko vam srce poželi, ne. Ampak seveda ne, da se nabašemo pol pujsa, ne, da pojemo naenkrat, ampak pač malo manjše porcije. Ja. No, želeli ste nadaljevati? Ja, potem sem pa želela nadaljevati z drugo, tako najpogostejšo težavo, so pa žolčni kamni, ne. S tem imajo ljudje kar dosti težav. Mi zdravniki poznamo eno tako, pri kom se najpogosteje pojavljajo, mi rečemo 4 F-i, ne, v angleščini, female, fat, fertile, 40. Glavnem, ženske stare okrog 40 let, malo s prekomerno telesno maso in v tem rodnem obdobju, no. Tako da, to so najpogostejše stranke za žolčne kamne, ki ponavadi ti kamni tudi nastajajo, predvsem zaradi verjetno malo preveč mastne hrane, malo slabše presnove, že genetsko določene presnove holesterola in se potem to nabira v obliki kamenčkov znotraj našega žolčnika. Zdaj, ko smo prej rekli, žolčnik je pač organ, ki leži tako pod jetri, tu desno spode pod jetri, ena taka vrečkica, reciva temu, ne, z enim takim izvodilom. In v tem noter se pač nabirajo te žolčne kisline, ki se potem zaradi tega, ker je nekaj malo drugače, se naredi to v kamenčke. Zanimivo je to, ne, da niso tako nevarni veliki kamni, ne. Ti veliki kamni sicer zamašijo, kot en čep, ne, potem pri tej vrečki, pa pri tem izvodilu, ko se zvrnejo in zaprejo odtok žolča in takrat imajo ljudje, ti so lahko tako malo krčevito bolečino, slabost, riganje, spahovanje, taki grd občutek v ustih, taki neprijeten, recimo, ja, tudi kako bruhanje, bljuvanje. In je zanimivo to, ne, da dostikrat ljudje sami opazijo, da če spremenijo nekako, se najdejo en položaj telesa, da se mogoče ta kamenček malo drugače zvali, težave lahko že mogoče same popustijo. Seveda pa to lahko povzroči tudi vnetje žolčnika, takrat pa se pojavi še visoka vročina, mrzlice, v tistem najhujšem primeru potem tudi zlatenica, ne. In če imamo eno tako bolečino pod desnim rebernim lokom, ne, tu noter, ob tem dobimo vročino, mrzlica nas strese, mogoče dobimo malo rumene oči celo, strašno slabo se počutimo, to je absolutno čas, da res treba na urgenco, ker bo verjetno treba takoj urgentno operirati, ne, ali pa pač razrešiti to.
No, drugače pa, no, ko sem rekla, da to so veliki kamni, ne. Večji problem so pa manjši kamenčki, ne. In ti pač relativno hitro nastanejo, ker ti manjši kamenčki pa lahko pobegnejo noter v to izvodilo iz žolčnika in lahko to izvodilo, ki je zamašijo. To izvodilo se potem nadaljuje skozi trebušno slinavko in če imamo res smolo in se zamaši nekje v poteku trebušne slinavke, pride pa potem do vnetja trebušne slinavke lahko, ne. In je potem pa hudič še večji, ne, ker vneta trebušna slinavka je lahko tudi smrtna, ne, v velikem odstotku je smrtna. Pri vnetju trebušne slinavke pa se pojavi izjemno močna bolečina, tu malenkost niže, ne tu gor kot pri želodcu, malenkost niže in tako tipično seva v hrbet nazaj. Je taka res močna, dostikrat tako to poseva nazaj, tu pa en taki hud, mogoče tudi krč, ne. Ob tem ljudje se prav tako tipično, vedno tako posebno pozo dajo, da mi nekako najlažje in so strašno prizadeti, dostikrat se lahko pojavi visoka temperatura, mrzlica, rumeni postanejo, ne. In to je seveda tudi absolutno urgentno stanje. Tako da. Morda še, da se tukaj ustaviva malo, o raku, ne, trebušne slinavke, tega se mi zdi, da je kar veliko zadnje čase. Rak trebušne slinavke je res, ogromno ga je in predvideva se tudi, da bo še v porastu nekaj časa. Gre pa za to v bistvu, da naš način življenja, naša konzumacija hrane je postala, abnormalna, ne, če gledamo recimo 100 let nazaj, so ljudje živeli v bistvu niti približno tako bogato niso jedli, no. Zdaj pa uživamo ogromno maščob, ogromno ogljikovih hidratov in ogromno alkohola, takšnega in drugačnega. In to vse rezultira v nekem nepravilnem delovanju trebušne slinavke, ki potem pripelje do raka trebušne slinavke. Res je fajn in to mogoče bi rada, da če si kaj, naj se danes najini poslušalci, gledalci, zapomnijo to, ne, kakšni so znaki težav s trebušno slinavko. S takimi pojdite vedno do zdravnika, tudi če bo na koncu se izkazalo, da to ni to. Ampak če imate neko topo, tako bolečino, dostikrat jo pacienti bolj opišejo kot eno, niti ni bolečina, tako ena neprijetnost tu v trebuhu in tako nekam tu nazaj med plečena, tako ena topa, stalna, taka neprijetnost ali pa mogoče res taka ena blaga bolečina. Če opazimo, da je naše blato malo drugačno, da je recimo, da je tako bolj svetlo, belkasto, ali pa če nas tako začne strašno koža srbeti, pa opazimo, da nas tu tako stalno tihči, pa nazaj v hrbet tihči, to so absolutno opozorilni znaki, da je nekaj narobe s trebušno slinavko. In rajši pojdimo do zdravnika, no, dejansko. Ker trebušna slinavka je kljub res napredku zdravljenja rakastih bolezni, ne strašnemu napredku zdravljenja vseh vrst raka, je pa zdravljenje raka trebušne slinavke še vedno kar nima glih nekih dobrih, ni dobre prognoze, zelo hitro rak napreduje in je pač zelo, usoden in zelo hitro se življenje naše končano, tako da je tu res treba paziti. Tako da na trebušno slinavko bodimo pozorni, v glavnem taka čudna neka nelagodje, tiščanje, in vedno neko sevanje nazaj v hrbet, ne. Včasih, jaz sem imela tudi paciente, ki jih je samo nekako v hrbtu čudno bolelo. Niso nič opisovali tukaj, pa smo šli iskat, smo bili pozorni in smo našli v relativno zgodnjih fazah rake, ker tako kot pri vseh rakastih obolenjih, če jih najdemo pa res dovolj hitro, imamo pa šanso, da preživimo in da smo potem zdravi naprej. In imam paciente, ki so še vedno tu, ne, z nami. Tako da, to biti pozorni na tako stvar, ne. No, s operacijo se potem to reši, recimo? Ja, vse bolezni trebušne slinavke se pač rešujejo, razen vnetja seveda, se rešuje z operacijo, lahko se odstrani del, lahko se odstrani cela trebušna slinavka. Mi lahko živimo brez trebušne slinavke, tako kot lahko živimo brez žolčnika ali pa brez ledvice, ne. Tako lahko živimo tudi brez trebušne slinavke. Takrat seveda nadomeščamo vse te stvari, ki jih trebušna slinavka izloča v obliki tabletk, v obliki pač nekih drugih stvari. Ampak ja, se da. Je pa res treba, no, vedno hitro in pravi čas reagirati. Tako da neke topa tiščanja v hrbtu
Ne, ker hrbtenica, ki boli od zadaj, je vedno taka pekoča bolečina. Ta bolečina ni nikoli pekoča, ta bolečina je vedno samo taka topa, neprijetna. Jaz osebno vem, kako izgleda, ker sem imela pač neko težavo s tem in točno vem, kakšna je, zato znam res dobro opisati in sem tudi na njo mogoče bolj pozorna, ampak pri taki stvari vedno se pogovorite z vašim zdravnikom. No, kako pa potem postavite diagnozo zdravniki? Pri trebušni slinavki najprej naredimo laboratorij, ki pa ni nujno, da je poveden. In zdravniki vemo, da če se nam bo zdelo, da ni v redu, naredimo še mogoče CT trebuha, magnetno resonanco trebuha. Ultrazvok je tu lahko zelo nezanesljiv, se lahko vidi premalo, tako da so potrebne mogoče druge preiskave. In potem postavimo diagnozo, praviloma kar s CT-jem, no, in potem mora steči zdravljenje zelo hitro. No, potem pa seveda se vse skupaj nadaljuje, ne? Še so lahko problemi potem tudi v nadaljevanju, ne? Verjetno tanko črevo, debelo črevo. Ja, zdaj najpogostejši bolezni črevesja, ne, ali pa mogoče taki najbolj tečni, mi jim rečemo kronične vnetne črevesne bolezni, kot sta Crohnova bolezen ali pa ulcerozni kolitis. To sta pač bolezni, kjer se deli sluznice, kjerkoli pravzaprav po prebavilih, se enostavno pride do ene vrste vnetja. In to vnetje povzroča, da seveda črevo ne deluje tako, kot bi bilo treba. Taki ljudje imajo pa potem poleg bolečine, ki jo povzroča to vnetje, imajo driske, ki so lahko krvave, ki so lahko take sluzaste, prebava je taka neurejena, ne. In to ljudje kar hitro seveda opazijo, seveda že samo bolečino in potem tisto blato in pridejo relativno hitro do nas. In to so bolezni, ki se v zadnjem času odlično zdravijo z tako imenovanimi biološkimi zdravili in z imunoterapijo. In lahko zdaj ljudje s temi boleznimi skoraj da normalno živijo, no. Včasih potrebujejo kakšen operativni poseg, ampak praviloma ti ljudje kar dobro živijo in ne umrejo več zaradi teh bolezni. Svit, torej program Svit, kar pomaga verjetno. Program Svit je odličen. Tudi in za tanko in za debelo črevo. Tako, za vsa prebavila, no, čeprav mi tanko črevo zelo težko pogledamo. Mi debelo črevo si pogledamo pri kolonoskopiji. In je krasna preiskava in kri v blatu je super marker, ko ugotovimo, da je nekaj narobe. Tanko črevo je pa malo težje pogledati, zato ker ne moremo priti z nobenim nekim preiskovalnim takim noter. Edina metoda, s katero si pogledamo tanko črevo, je ta kapsulna kamera, kjer požremo eno kapsulo, ki potem potuje po naših prebavilih, snema našo sluznico in jo potem pač tudi izločimo, ne. In se potem pogleda posnetek in se vidi, kako in kaj. Tako da to se dela v Ljubljani, kadar je sum na bolezen tankega črevesja. Delajo se pa seveda tudi magnetne resonance posameznih delov, pa tankega črevesja in tam recimo zvemo nekako največ. Tako da tanko črevo je kar malo skrito. Dostikrat mi vemo, da je tam problem, pa ga ne moremo dokazati. Pa ni tako enostavno kot pri debelem črevesju, kjer lahko operiramo, pa recimo mi lahko izrežemo del debelega črevesja, bom rekla, relativno brez večjih težav, ne. Medtem ko pri tankem črevesju je to malo bolj zakomplicirano. Tako da tanko črevo je malenkost bolj problematičen del, ker je pač bolj skrit, pa tudi, ker je tudi zelo pomemben, ne, ampak ponavadi zdravniki kar sumimo, kdaj je težava tam. Tako da je zanimivo. Tanko črevo, ja, pa ta Svit je fenomenalen program. Res, ne, gledalci, Svit vam reši življenje lahko. Vsako leto odkrijemo ogromno potencialnih rakov, in ti so odstranjeni in vi ste zdravi potem, ne. Tako da res, odkar je Svit, je raka na debelem črevesju bistveno manj. Manj je potrebnih teh operacij, ko ljudje dobijo stomo, ko jim črevo izpeljemo skozi kožo ven in morajo nositi vrečko, v kateri se zbira blato. In seveda potem kvaliteta življenja neprimerno boljša, če mi to rešimo z eno navadno kolonoskopijo. Zdaj seveda vsi mi smo kar tako malo se vsaj prejšnja leta bali in pregleda črevesja in gastroskopije recimo, ne, zaradi tega, ker je zelo neprijetna. Sploh kolonoskopija je precej neprijetna. Lahko razveselim naše gledalce, ne, da se že na mnogih mestih sedaj dela te posege z pomočjo enega zdravila, ki ga dobite v žilo in tako malo, kar zaspite,
v glavnem ne veste nič, kaj se je dogajalo, se zbudite po preiskavi in ne veste, kaj je bilo. In nekako ena iniciativa je v Sloveniji, da bi se to začelo delati rutinsko, pri vseh teh endoskopskih posegih, mi pravimo, in ne bi bilo plačljivo. Tako da res upam, da bo to zelo v kratkem tudi tako bo. No. Vem, da na gastroenterološki kliniki v Ljubljani to že delajo redno, že nekaj časa, brez doplačila, zastonj, normalno pri vsakem. Tako da bo tudi lažje in se mi zdi, da se bodo ljudje zaradi tega prej odločili za to. Ja. No, zdi se mi, da še vseeno premalo se za ta svit program odločajo. Absolutno, ne vem, to je en taki strah v ljudeh, da se jim zdi, kaj bom to pošiljal. Mi je prav zanimivo, da raje pride k meni, da midva pogledava Blato, pa potem, recimo, če pač pogleda pri družinskem zdravniku Blato, pa če je Blato pozitivno, se mora pacient naročiti, traja daljši čas, da pride na vrsto in mogoče lahko celo zamudi kako pomembno stvar. Medtem ko preko svita imate kolonoskopijo čez teden, dva, vse je organizirano, vse steče in je res odlično. No, tako da res stvar, ki bi se morali vsi udeležiti, ker nam pa tu res država na pladnju da, malo nam da, ne, ampak to nam pa res da vse, kaj hočemo na pladnju. Tako je, tako da bi bilo v redu, da se to poslužujemo tega. Zelo, zelo. V glavnem, kar se tiče preventive, da bi na nek način svoj prebavni trakt obdržali zdrav, koliko recimo bi lahko popazili nase, oziroma seveda s prehrano, manj pitja alkohola, ne? Ja. Pitje alkohola naj bo res zmerno, naj bo to recimo deci vina na dan. Ni nič narobe z deci vina, ampak več pa že več ni fajn. Deci vina bo dovolj, da si potešimo neko željo po enem dobrem vinu recimo. Pa hrana, ki je taka pestra. Jaz bi res svetovala, da se izogibamo raznih diet, ki so takšne in drugačne. Od tistih keto diet, veste, ko so jedli samo maščobe in samo to. Vse to na dolgi rok iztiri našo prebavo. In jo starejši, ko smo, težje se zopet nazaj v neki normalen tek spostavi to. Tako da jejmo nekako zmerno, po pameti, ne pretiravajmo s hrano, probajmo se razdeliti, pač ne jejmo enkrat na dan, jejmo večkrat na dan. Probamo, da vstanemo od mize, ne tisti, tako vstanemo, pa se moramo kar nekam vleči, pa se zrušiti, ampak da vstanemo polni, pač siti toliko, koliko, da lahko delamo takoj naprej. Fajn je, da tudi dovolj pijemo tekočine, to je tudi pomembno, da spijemo vse kakšen liter tekočine na dan v obliki neke pijače, ki po možnosti naj ne bo glih pretirano sladka, pa naj ne bo alkoholna. Uživajmo sveže sadje, svežo zelenjavo. Jaz bi rekla, ena taka zdrava kmečka pamet nam je potrebna. In vidim, da to danes vedno bolj zgubljamo, sploh to, ko gledam na teh socialnih omrežjih, kjer se, ponuja, neke alge od tam, pa neke take stvari, ki so prav komične. Ljudje zato plačujejo velik denar, dosti denarja dajo za bedarije. Rajše si kupimo dobro zelenjavo, pojdimo, če imamo možnost, do lokalnega kmeta, kupimo tam zelenjavo, če je pač možno. Tako da rajše za take stvari porabimo denar. Bodimo prijazni do sebe. Morda za konec še spet samo za konec. Kakšne pa so primerjave, recimo, po svetu, po Evropi, te bolezni, prebavnih traktov? Bolezni prebavnega trakta je ogromno v bogatih državah, v revnih državah pa jih sploh skoraj da ni, ali pa so zelo redke, pa čisto drugačne. Recimo to, kaj nas najbolj muči, vnetje želodčne sluznice, gastritisi, potem bolezni žolčnika, bolezni jeter, bolezni trebušne slinavke. V Afriki s tem nimajo problemov. Bolje družba bogata, več tega je, ali pa bolje kulturno vezana na neko določeno vrsto hrane. Tako da, to je glavna stvar, potem je pa seveda ta ljubi alkohol problem. Države, kjer je alkohola dosti, pa zdaj ne mislim tu Francije pa Italije, ker tam ljudje zelo zmerno pijejo, bolj so problem Balkan, mi ta del tu z Madžarsko, potem Finska, nekatere tam pribaltske države, kjer je tudi ekstremno dosti alkohola.
pa seveda Severna Amerika. Zanimiva je recimo razlika med Združenimi državami pa Kanado. Se pravi vidi, v Združenih državah je zaradi slabega zdravstvenega sistema, velike revščine, je ekstremno dosti teh bolezni. Medtem ko v Kanadi, v bistvu isti kontinent, mogoče par 100 kilometrov više, pa je to zelo urejeno in ok. Tako da, ja, naš dostop do tega in alkohol, ne, dostop do alkohola sta tista dva glavna, ki nas tu malo determinirata. Še malo nazaj. Ja. Torej, vnetje trebušne slinavke se lahko z antibiotiki torej zdravi, če je vnetje. Seveda, se lahko zdravi tudi z antibiotiki, ja. Zdravi se z strogo dieto. Za strogo dieto, res potrebno je, ogromno stvari je treba v bolnišnici nadomeščati, odvisno tudi kako močno je to vnetje trebušne slinavke. Ja, in je dostikrat smrtno. Zdaj nekaj bi mogoče, zdaj sem se spomnila na eno stvar, ki bi povedala za vse tiste gledalce, upam, da so med njimi taki, no, ki pa včasih, ali pa ki kronično malo preveč radi seže v kozarček, da alkohol, veste, ne vpliva samo na samo trebušno slinavko, ampak pa seveda na jetra, kot smo rekli. In tudi to povzroča, ta sprememba na jetrih, povzroča eno kronično spremembo v trebušni slinavki. In recimo, kako to vidimo, ne, jaz imam ogromno takih tveganih pivcev, ki imajo strašno visoke maščobe, recimo, ko jim kontroliramo holesterole in kontroliramo tudi to direktno maščobo, trigliceride, imajo izjemno visoke, ker enostavno več ni prave presnove tega, ne. In je njihova kri tako masna, da potem zaradi te masne krvi pride do vnetja trebušne slinavke. Ali pa celo do okvare ledvic in posledično do smrti. Potem, resno, fajn je, da zdaj, ko se bližajo taki časi, ne, ko bo zopet malo več vina in tu v našem okolju, to kar tako nekako, zdaj se kar pije, ne, v tem času, bi mogoče bilo fajn, da se malo na take stvari spomnimo, pa mogoče malo manj spijemo, no, čist tak, ne. Pomislimo nase. Pomislimo nase, ja. Alenka, hvala lepa spet za danes, veliko lepega, dobrega, dobrodošlega ste nam povedali, tako kot zmeraj. Vidimo se torej 3. ponedeljek v oktobru. Ja, tako. Hvala lepa. Hvala vam. Spoštovane gledalke in gledalci, Alenka Simonič, doktorica medicine, je bila z nami in verjamem, da smo vsi skupaj slišali veliko dobrodošlega. Ostanite zdravi in srečno, do prihodnjič. Srečno.